Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Znatno povišani zneski na položnicah za toplotno ogrevanje v Šaleški dolini so dvignili v minulem obdobju veliko prahu. Za mnoga gospodinjstva takšna povišanja ogrevanja pomenijo finančno obremenitev, ki si je enostavno težko privoščijo. Ker so mnenja o sistemu daljinskega ogrevanja, ceni toplotne energije, ukrepih za blaženje stisk občank in občanov ob povišanju cene toplotne energije v lokalni skupnosti različna, bomo v oddaji, ki sledi, v živo soočili mnenja. Na to perečo temo so se aktivno odzvali člani Ljudske iniciative Velenje, ki so v preteklem mesecu organizirali 2 protestna shoda proti visokim stroškom ogrevanja in komunalnemu podjetju Velenje ter mestni občini Velenje očitali nepravilnosti ali celo koruptivna dejanja. Ker želimo na enem mestu pridobiti prave informacije, razjasniti dvome ter očitke, smo v naš studio povabili, pa dovolite, da začnem na svoji desni, župana mestne občine Velenje Petra Drmola, direktorja komunalnega podjetja Velenje Gašperja Škarjo, pa 2 predstavnika Ljudske iniciative, Saro Bajec in Asmirja Bečaroviča. Vsi 4 lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. No, v tej zasedbi ste se, spoštovani gostje, v preteklosti že sestali, nocoj si želimo od vas takšne konkretne podatke, pa eno tako konstruktivno debato, se verjamemo, da vsi skupaj želite sprejemljive stroške ogrevanja za odjemalce tukaj v Šaleški dolini. No, da bomo lažje govorili o ceni toplotne energije, gospod direktor, seveda najprej na začetku dobro vedeti, kako sploh deluje sistem daljinskega ogrevanja tukaj v tej dolini. Zelo na kratko nam povejte tiste specifike sistema daljinskega ogrevanja. Ja, gre za drugi največji daljinski sistem v Sloveniji, najstarejši, obsega 180 kilometrov, lahko rečemo zelo razvejan po celotni Šaleški dolini z nizko gostoto odjema, je pa, kot je praksa tudi v zahodni Evropi, v Skandinaviji, to nek sistem tudi za prihodnost, spodbujanje daljinskih sistemov, ne nazadnje veliko pozitivnih učinkov. No, verjetno veliko občanov do sedaj niti ni bilo pozornih na ceno ogrevanja in samo sestavo položnic. Povprečnemu občanu se zdi specifikacija položnic kar precej zapletena, je veliko dajatev in bomo rekli poznavalcev ali nepoznavalcev energetskega področja in te zakonodaje pravzaprav nerazumljiva. Kako je torej sestavljena cena toplotnega ogrevanja, kdo določa cene, davke, katere stroške zajema fiksni, variabilni del, pa ne nazadnje takole spet na kratko, kaj vpliva na končno ceno. Ja, cena toplote je sestavljena v osnovi iz variabilnega dela, fiksnega dela in pa davkov in prispevkov, ki jih komunalno podjetje pobira v imenu in račun države. Variabilni del je sestavljen iz nakupa toplotne energije na pragu termoelektrarne Šoštanj in električne energije, ki poganja vso to toploto po daljinskem sistemu. In v bistvu na ta strošek komunalno podjetje Velenje nima vpliva. Drugi ali pa tretji del cene pa je ta fiksni del, na katerega pa komunalno podjetje Velenje ima vpliv. Ta se od leta 2017 ni dvigoval, vključuje pa vse stroške storitev, materijala, dela in kot rečeno, tu pa seveda komunalno podjetje ima vpliv. Zato smo res v preteklih letih, da ni prihajalo do dviga tudi tega dela, storili številne ukrepe, racionalizacije poslovanja, veliko več prihodkov pridobimo tudi izven gospodarskih javnih služb na tako imenovanem trgu, tako da bo to en ukrep ali pa ena naloga, ki nas bo seveda zaposlovala tudi v prihodnje. No, Sara, v Ljudski iniciativi Velenje pravite, da so pri sestavi cene, torej te položnice, nepravilnosti. Kaj imate v misli? Še enkrat dober večer. Skratka, mi kot Ljudska iniciativa opozarjamo na veliko in nešteto enih napak, s katerimi se srečujemo. Zdaj že pri samih položnicah bi radi opozorili, da je vsaka položnica drugače sestavljena in bi potem gospoda Škarjo tudi poprosili, da se obrnemo na te položnice in da nam tudi on pojasni določene segmente te položnice in kateri segment tudi pomeni. Bi pa tukaj še enkrat opozorila, se pravi na svet seje mestne občine Velenje, v kateri je gospod Škarja govoril o teh variabilnih in fiksnih stroških, pa naj rečem, da je
rekel, da je v variabilnem delu cene kupljena toplota, tež, električna energija, kakor je tudi povedal. Nadalje pa je rekel, da so tam notri uštete tudi toplotne izgube in pa sistemska voda ter kemična priprava te vode. Nadalje pa je samo en dan kasneje, ko smo ga opozorili, da je malce čudno, da je v tem fiksnem delu stroška oziroma variabilnem delu cene ušteta toplotna izguba, svoje projekcije, ki jih je pokazal na seji sveta mestne občine Šoštanj, to toplotno izgubo izbrisal iz svojih podatkov, tako da nas resnično zanima, čemu tako. Škarja. To seveda ne drži, projekcija je ostala enaka in tudi v naših pogovorih sem to pojasnil. Akt o metodologiji za določanje cen, ki ga je izdala država, regulatorja Agencija za energijo, preverja vse te stroške in mi seveda ne moremo spremeniti cene brez odobritve Agencije za energijo. Tudi sedanja cena je šla skozi ta proces. Jasno je, da pod nakupljeno toploto v Tešu se vštejejo tudi izgube. Jaz sem pa zaradi lažjega, boljšega razumevanja ali pa transparentnosti dodal še ta del, da se ve, da so tudi izgube sestavni del tega variabilnega dela. Tako da gre za bolj transparentni prikaz za nobeno zavajanje in seveda tudi na obeh občinskih svetih so bile enake projekcije. Škarja, po kakšni ceni komunalno podjetje Velenje kupuje toplotno energijo od Teša in ali drži očitek ljudske iniciative Velenje, da je cena previsoka? Cena je najnižja v Sloveniji, to je dejstvo, to lahko preverite tudi uporabniki sami na spletni strani Agencije za energijo. Osveženi podatki so že za februar 2024, kjer je jasno, da smo zdaj s temi ukrepi in znižanjem cene z 1. februarjem postali tudi dejansko najcenejši. Prej je bil cenejše daljinsko ogrevanje v Celju, sedaj smo ponovno v Šaleški dolini najcenejši, tako da lahko to uporabniki sami preverijo na spletni strani Agencije za energijo, kot sem povedal. Gospod Asmir. Ja, jaz bi se prvo odzval dejansko na te neresnične izjave gospoda Škarje. Namreč imamo slikovne dokaze, kjer je na seji sveta mestne občine Velenje predstavil, kaj zajema variabilni del cene, kakor tudi na seji občine Šoštanj. In te projekcije so bile različne oziroma iz cene variabilnega dela ste izključili toplotne izgube. Zdaj nas pa predvsem zanima, ali te toplotne izgube plačujemo odjemalci, se pravi občani, ali ne. Ker namreč iz vseh teh podatkov so toplotne izgube izjemno visoke. Po vaših podatkih celo 30%, glede na to, da so nam pa v Tetolu zagotovili, da so njihove toplotne izgube zgolj 14%. Zato bi bilo dobro, da nam danes poveste, kdo plačuje te toplotne izgube in kje so vštete, v variabilnem ali v fiksnem delu. In če lahko potem samo dodate, ali akt o metodologiji, ki določa te cene, dovoljuje, da se toplotne izgube vračunajo v variabilni del cene. Gospod direktor. Ja, seveda, hvala za vprašanje. To sem pojasnil že v prejšnjem odgovoru. Še enkrat, regulator je Agencija za energijo in verjetno si ne predstavljate, da bi agencija potrdila ceno, ki bi bila, kot pravijo v ljudski iniciativi, napačna ali celo nepravilno izračunana. Tako da še enkrat ponavljam, variabilni del cene vključuje nakupljeno toplotno energijo na pragu termoelektrarne Šoštanj, kar pomeni seveda, da je vključena vsa nakupljena toplotna energija. In bolj enostavno, kot to se ne da povedati, se pravi, vključena je vsa energija, ki jo kupimo, jasno pa je, da zaradi izgub mi prodamo manj, ampak to se pa pozna na strani prihodkov. Na strani stroška je pa jasno, da je v kalkulaciji celoten nakup v termoelektrarni Šoštanj. Mogoče pod vprašanje, koliko je čisto konkretno teh izgub? Izgube se gibljajo nekje od 26 do 30%. Je pa res, da je tudi to seveda prikazano na strani Agencije za energijo, da imamo najvišje izgube v
celotni Sloveniji. Razlog pa je ravno to, kar sem pa že v odgovoru na vaše prvo vprašanje povedal. Gre za zelo razvejan sistem z majhno gostoto odjema. Se pravi, omrežje se je gradilo tudi za redko poseljena območja, Topošice, Lukovice, Selo in seveda tam so izgube večje, kot pa v centralnih delih mesta Velenje in centralnem delu Šoštanja. No, gospod župan, še ostanimo pri ceni toplotne energije. Bili ste sami tudi direktor termoelektrarne, poznate delovanje tako termoelektrarne kot komunalnega podjetja. Ali je cena toplotne energije v tej dolini res optimizirana, pa ali je to res najnižja možna ta trenutek? Da, jaz mislim, da je možno še nižji ceno. Pa pravzaprav imamo vsi interes, da je cena najnižja, koliko je to v danih razmerah mogoče. Zdaj, kot lahko povem tudi zgodbo, ne? Ko sem bil direktor termoelektrarne Šoštanj, je bila cena, mislim, za več kot 400% nižja na strani Teša in zelo jasno je bilo takrat tudi v zadnjem letu mojega direktovanja navodilo takratnega generalnega direktorja, da je potrebno seveda ceno toplote spremeniti. Jaz sem se tudi temu takrat uprl. Lahko tudi povem, da za mesec september leta 2014 je poslovni izid kazal, da bo konec leta nekje 24, če se prav spomnim, okoli 24 000 evrov dobička iz naslova prodaje toplotne energije komunalnemu podjetju Velenje. 4. novembra, ko so me odslovili, so do konca leta, do 31.12. istega leta prikazali, mislim, da minus 400 000 evrov. In ko so to prikazali, takrat je seveda tudi navzven bilo to komunicirano, da zaradi tega, ker pa ustvarjajo takšno zgodbo, na strani termoelektrarne Šoštanj je potrebno seveda ceno toplote dvigniti. In takrat so se začeli pritiski z takratnega vodstva Holdinga slovenskih elektrarn in vseh ostalih deležnikov. In tudi to je bil eden izmed razlogov, zakaj pravzaprav sem takrat bil tudi trn v peti. Tako da, če me danes vprašate, cena za Šaleško dolino bi morala biti nižja, pristojnosti župana v tem primeru, da lahko vpliva seveda na samo ceno, so pa zelo omejene. In lahko tukaj seveda z različnimi apeli, z različnimi pozivi pritiskamo na to, kot sem že povedal, Agencija za energijo niti nam ne dovoljuje, da smo stranka v postopku pri določitvi cene. Torej, da mi, kar sem večkrat tudi povedal, ne moremo danes ljudem niti ne povedati, kaj je v variabilnem delu cene na strani Teša vključeno v samo ceno toplotne energije. Zakaj? Zato, ker je del tega seveda poslovna skrivnost in pravniki nam seveda, oziroma zakonodaja nam preprečuje, da smo mi stranka v postopku. Pa mogoče še kar se tiče izgub. Strinjam se, izgube so visoke. Razlog je seveda, kar je prej tudi direktor povedal, da smo zelo redko poseljeni oziroma imamo manj priključitev, samo z primerjavo z mestno občino Ljubljana in pa Mariborom imajo seveda veliko več poslovnih in industrijskih in gospodinjskih odjemalcev in seveda to vpliva tudi na same izgube. Tisto, kar sem pa želel povedati, ne, lahko bi komunalno podjetje Velenje ali pa mestna občina v preteklosti, ne bom govoril v katerem mandatu, pod katerim vodstvom, ampak lahko bi v preteklosti ali pa lahko bi lansko leto energetsko sanirali oziroma obnovili toplovodno omrežje. Investicijska vrednost tega je 27 milijonov evrov. Prvo vprašanje je, kje bo lokalna skupnost ali komunalno podjetje Velenje dobilo takšna lastna sredstva. In drugo vprašanje je, kako ta lastna sredstva potem vplivajo na končno ceno. Če bi mi v preteklosti, spet karikiram, lansko leto obnovili vročevodni sistem in toplotne postaje, to, kar imamo sedaj v naslednjem 4-letnem obdobju v projekcijah, bi ceno toplotnega ogrevanja za končne odjemalce še dvignili. Amortizacija v tem primeru bi znašala 1 milijon evrov letno dodatnih obveznosti. Ker smo se pa mi uspešno izpogajali na ravni Evropske unije in bomo za ta projekt pridobili približno 80 ali pa mogoče celo 90% nepovratnih sredstev, pa nepovratna sredstva ne bodo šla v amortizacijo in pomeni, da bo končna cena v primerjavi z izgubami, ki se bodo tudi znižale, bolj ugodna za približno 700 000 evrov za končne uporabnike tukaj na nivoju Šaleške doline. No, ampak župan, poglejte, eden izmed ponujenih rešitev na kratek rok
strani komunalnega podjetja pa lokalne skupnosti za nižje stroške, seveda na položnicah, je tudi v znižanju priključne oziroma obračunske moči. Zakaj zagovarjate to tezo? Zdaj, to je vprašanje za komunalno. Moje osebno prepričanje, to bo direktor povedal, ker se ne bom posegal v njegove pristojnosti, ampak priključno moč seveda lahko vsak občan zniža pri sebi doma. Na način, da izpolni vlogo, da zadosti vsem tistim zahtevam, je to potrebno in priključna moč se v tem primeru zniža. In to lahko delajo tako večstanovanjski objekti, kot tudi enostanovanjske hiše. In v tem jaz ne vidim nobene težave, bo pa seveda direktor povedal, ki konec konca tudi je pristojen za to področje. Na kratko, gospod direktor. Ja, lahko potrdim, ne samo, da je ta možnost dana vsem uporabnikom, da so vloge javno objavljene tudi na naši spletni strani. Mi že zadnji 2 leti aktivno apeliramo na vse uporabnike, da to storijo, čeprav vemo, da nam ne nazadnje to bo na dolgi rok povzročilo nekaj težav pri teh fiksnih prihodkih, ampak mi smo vseeno z zavedanjem, da se cena povišuje, da so povprečne uporabe v Šaleški dolini še vedno nad povprečjem Slovenije. Ravno zato smo rekli, da je to en del, na katerega imajo uporabniki sami vpliv in da naj z ukrepi ali pa z nekim manjšim projektom poskušajo znižati obračunsko moč in tako v bistvu zelo hitro vpliva tudi na sam končni strošek ogrevanja. Gospod Asmir, temu vi niste naklonjeni, zakaj ne? Če dovolite, bi se vrnil malenkost nazaj, ker to dejansko vpliva na celotno ceno toplotne energije v Šaleški dolini. Ceno toplotne energije v Šaleški dolini nikakor ne moremo primerjati z ostalimi cenami toplotne energije v Sloveniji. Mi smo dejansko izjema. Toplotno energijo, ki jo proizvaja Termoelektrarna Šoštanj in jo prodaja komunalnemu podjetju, proizvaja z kogeneracijo. Torej, primarna naloga Termoelektrarne Šoštanj je, da proizvaja električno energijo in potem sekundarna naloga, da proizvaja toplotno energijo. Večkrat se je v javnosti pojavilo, ali je to odpadna toplota ali ni odpadna toplota, ampak Termoelektrarna Šoštanj dejansko je predvsem blok 6 je zelo dober blok z zelo visokim izkoristkom, celo 43% izkoristek, recimo primerjava bloka 5 je 35% izkoristek in pri tej proizvodnji električne energije imamo dejansko tam turbine, kot je visokotlačna, srednjetlačna in nizkotlačne turbine. In zelo pomembno je, kje Termoelektrarna Šoštanj odvzame to paro, ki jo potem uporabi za ogrevanje toplotne energije. Žal, da danes ni predstavnikov Termoelektrarne Šoštanj, da se z njimi tudi o teh zadevah pogovorimo. Namreč oni pravijo, da zaradi odvzete pare proizvedejo manj električne energije, kar morda res drži. Po drugi strani pa sami vsi strokovnjaki pravijo, da vkolikor ne bi odvzeli te pare, da bi bil izkoristek Termoelektrarne Šoštanj nižji. Hkrati so pa tudi v nekem sporočilu za javnost rekli, da ta količina pare, ki jo odvzamejo za proizvodnjo toplotne energije, predstavlja recimo 1 megavatno uro električne energije oziroma 3 megavatne ure toplotne energije. Izračuni, ki so jih izračunali naši strokovnjaki, se pravi prav na tem področju, menijo, da je ta izračun popolnoma drugačen, da je ta razlika 1,12, morda celo 1,15, ampak da bi se bilo zelo dobro usesti, da se dejansko res zračuna, kje je odvzeta ta para in na osnovi tega se potem lahko zračuna, kakšna je cena te toplotne energije. Trenutno Termoelektrarna Šoštanj prodaja komunalnemu podjetju brez davka za 48 evrov toplotno energijo, komunalno podjetje pa brez davka občanom plačuje za 86 evrov. To je cirka 42% več za 68. To je cirka 42% več, se pravi, prodajo končnemu odjemalcu, kot jo sploh kupi od Termoelektrarne Šoštanj.
Zato menim, da ne moremo primerjati noben distribucijski sistem in končno ceno toplotne energije z ostalimi distribucijskimi sistemi v Sloveniji. Namreč vsi ostali distribucijski sistemi potrebujejo ali plin ali premog za proizvodnjo toplotne energije. Tukaj pa pridobivamo toplotno energijo na osnovi kogeneracije. In ta proizvodnja je ekološko najboljša in tudi ekonomsko najboljša. In če zagovarjamo tako močan sistem toplotnega ogrevanja, potem se bojim, da vkolikor bodo občani masovno devali vloge, da se odklopijo od distribucijskega sistema toplotnega ogrevanja, bo fiksni del stroška znatno narastel za ostale, ki bojo ostali na tem sistemu daljinskega ogrevanja. Po drugi strani bi pa vprašal generalnega direktorja, vkolikor bi v tem letu vsi zmanjšali priključno moč oziroma obračunsko moč za 50%, ker vemo, da so vse obračunske moči predimenzionirane v Velenju, saj so določene bile na podlagi zunanjih temperatur 21, pa se je potem spremenilo na 16, pa mesto se ni ogrevalo 24 ur, ampak se je ogrevalo prvo 18 pa 16 ur in iz tega izhajajo te visoke obračunske moči. Naj direktor odgovori, vkolikor bi vsi odjemalci toplotne energije znižali to obračunsko moč, ali lahko zagotovi, da v nadaljnjih najmanj 5 letih ne bo dvignil fiksnega stroška cene toplotne energije. Tako, zdaj vemo, gospod direktor, žogica je na vas, izvolite odgovoriti. Ja, ta trend zniževanja obračunske moči se dogaja že preteklih 10 let, tako da mi smo vsako leto soočeni s tem znižanjem. Kot sem rekel, od 2017 cene nismo spreminjali. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker smo se prilagajali temu z zniževanjem stroškov, z povečanjem prihodkov na drugih dejavnostih in seveda to bomo počeli tudi v prihodnje. Je pa seveda danes preuranjeno govoriti, kaj bo, kaj ne. Vemo tudi, da smo v enem procesu pravičnega prehoda, kjer se bodo ustanavljale tudi poslovne cone, predvideno je veliko število novih stanovanj. Vse to bodo neki porabniki, s katerimi se nadejamo, da bomo tudi ta trend zmanjševanja priključnih moči obrnili. Bi pa samo še to za pojasnilo vašim gledalcem povedal, da priključnih moči nismo določili v komunalnem podjetju Velenje, ampak so jih določili projektanti in jih še določajo projektanti ob izgradnji objektov. Kot sem pa še rekel, vsi pa imajo seveda možnost vsak trenutek to obračunsko moč znižati. Gospod župan, v zadnjem mesecu se kar konkretno išče pravzaprav razloge za znatno povišane cene toplotne energije in visoke zneske na položnicah. Odgovornost za to nastalo situacijo eni pripisujejo komunalnemu podjetju, drugi mestni občini, pa upravnikom, podjetjem za izvajanje meritev, spet drugi odjemalcem in vladi. Kdo je pravzaprav kriv ali pa največji krivec po vašem? Še enkrat povem, da župan v tem primeru pravzaprav nima nobenih pristojnosti določati ceno toplotnega ogrevanja. To, kar je pomembno vedeti za našo gospodarsko javno službo, je to, da komunalno podjetje Velenje ni proizvajalec toplotne energije, kot je pravzaprav v celotni Sloveniji druge. Se pravi, če bi komunalno podjetje Velenje bil proizvajalec toplotne energije, potem bi, če sprašujete za mene kot župana, lahko posredno vplival na določitev te cene. Še vedno bi jo pa na koncu seveda določila Agencija za energijo, ki mora biti cena skladna z metodologijo, ki je seveda zakonsko predpisana. Če bi jaz lahko danes znižal ceno toplotnega ogrevanja, verjemite mi, da bi to takoj naredil, brez kakršnega koli zadržka. Tisto, kar pa lahko delamo, je pa to, da kot svet ustanoviteljev komunalnega podjetja Velenje budno spremljamo, kaj se dogaja s stroški, da pritiskamo na to, da stroške obvladujejo, in tudi komunalno podjetje Velenje je pred 2 letoma 3-krat ali pa 2-krat ali pa celo 3-krat želelo dvigniti ceno toplotnega ogrevanja, pa takrat svet komunalnega podjetja Velenje tega ni dopustil. Kasneje je prišlo seveda do tega, da je zaradi tega razloga tudi zašlo v finančne težave in se je ta cena nekoliko kasneje
potem dvignila. Skratka, vplivati neposredno na to, kako pa cena določena, da jo potrjujemo in kakšni so pravzaprav vhodni parametri za določitev te cene, pa seveda kot župan nažalost nimam, pa bi si to želel. Gospa Sara, v ljudski inicijativi seveda pravite, da se ljudje, ki zdaj dobivajo višje položnice, čutijo ponižane, razžaljene, kajti ta dolina je nedvomno veliko dala slovenski energetiki, zdaj pa, kot pravite, tista osnovna človekova dobrina, ogrevanje postaja luksuzno in to je bilo slišati tudi na vaših protestih. Tako je. V bistvu vsi smo tukaj samo zato, da se zniža cena za končnega uporabnika. Ne smemo dopustiti, da toplotna energija postane luksuz, kot rečeno, kajti to je osnovna človekova dobrina in tudi pravica do nekega dostojnega življenja. In zdaj se moramo zavedati, kdo so akterji v tej zgodbi in kdo dejansko lahko zniža to ceno. Mi smo tukaj kot v bistvu ljudstvo in smo priča tem akterjem, ki to delamo, ki to bi naj počeli, in jih spremljamo v tej njihovi poti. Zdaj, na eni strani imamo občino, na drugi strani imamo komunalno podjetje, na tretji strani imamo termoelektrarno Šoštanj in zdaj v hecu bom rekla, da se po ulicah govori, da gre tukaj za nekakšen bermudski trikotnik, kjer nekaj gre precej narobe, zato da smo zdaj v takšni situaciji, kot smo. Mi smo že, se pravi, lani opozarjali, pa nam je zelo žal, da nismo sedli za skupno omizje in se nekaj dogovorili oziroma prišli do vsaj nekih rešitev, kratkoročnih rešitev. Na eni strani in na drugi strani absolutno dolgoročnih rešitev. Vse skupaj pa seveda pokriva tudi vlada z svojimi davki, CO2 kuponi in tako naprej, ampak se na tej točki vladnim zadevam ne bi posvečala, kajti pri nas je najbolj pomembno, da se posvetimo zadevi na svojemu lastnemu pragu in pogledamo, kaj je možno postoriti tukaj. Da ne kažemo s prstom spet na nekoga tretjega, ampak da resno zadevo pogledamo iz vseh strani na svojem lastnem pragu. V končni fazi je samo pomembno eno, se pravi nižja cena toplotne energije, tako da ne bojo ljudje stradali na račun ogrevanja. Pa bi tukaj šla seveda nazaj na komunalno podjetje in vprašala gospoda Škarjo, na kakšen način sploh pride do teh izgub, kajti na tej razpredelnici, ki jo gledam iz letnega poročila 2022-2023, še ni dostopen, je komunala od termoelektrarne Šoštanj nabavila 319 tisoč megavatnih ur toplotne energije, končnim uporabnikom pa predala oziroma prodala 22.946 megavatnih ur. Tukaj, če se štejemo, vse skupaj pride res do 70% izkoristka oziroma do 30% izgub. Vendar, če pa gledamo stvar po mesecih, pa vidimo, naprimer, samo tale, mogoče gre tukaj za lapsus, ampak da ste maja nabavili 15 tisoč megavatnih ur, prodali pa ste jih 16 tisoč. Se pravi, več ste jih prodali, kakor ste jih nabavili. Vkolikor gre za lapsus in bi moralo biti obratno, ste nabavili 16 tisoč ur, pa ste jih prodali 15, se pravi, gre za 90% izkoristek oziroma za 10% izgube. Nadalje pa imate, naprimer, če pogledamo september, izgube izgube 50%. Čemu prihaja do takšnih razlik v teh izgubah in čemu na eni točki včasih nabavite recimo temu dovolj ali pa primerno količino toplote, na drugi strani pa s tem zelo pretiravate. Čemu sploh prihaja do takih izgub in čemu nabavljate na takšen način? Gospod Škarja. Ja, seveda ni noben lapsus, tehnično so poročila pripravljena ustrezno, gre pa za to, da imamo različne sisteme obračunov. Pri industriji in večstanovanjskih objektih gre za mesečne popise, pri individualnih hišah za polletne popise, pri večstanovanjskih, kot smo že zdaj večkrat omenjali, popisujemo nekje od 15. do 20. dne v mesecu, da uspemo potem tudi z izvajalci delitve in našim obračunom pravočasno izdati položnice, tako da tu prihaja do razhajanj. Se pravi, na pragu termoelektrarne Šoštanj se pa meri poraba od prvega dne v mesecu do zadnjega dne v mesecu, zato prihaja po posameznih mesecih do razhajanj, zato moramo gledati letna povprečja in tudi Agencija za energijo spremlja letne nakupe, letne prodaje, letne izgube in to so najboljši podatki za primerjavo. No, gospod župan, če smo ravno pri podatkih, v mestni občini Velenje
pa me popravite, če nimam pravega podatka, je energetsko obnovljenih približno 30% stavb, kljub pozivom države, občin, strokovnjakov in tako dalje, se prebivalci v zadnjih letih vendarle še niso odločili za energetsko sanacijo. Zakaj menite, da je temu tako, saj vendarle energetsko sanirana stavba pomeni nižje stroške ogrevanja? Ja, vprašanje je zelo na mestu. Vse pravzaprav smo vsi ljudje tukaj v Velenju bili navajeni tega načina življenja. Toplotna energija je pravzaprav bila zelo ugodna in vsakdo, ki si je šel računati ekonomiko oziroma povračilno dobo za vračanje, v kolikšnih letih bi se mu investicija povrnila, je pravzaprav hitro prišel do spoznanja, da se v takšno investicijo ne splača iti. To je dejstvo in zaradi tega so po mojem mnenju tudi seveda mnogi ti projekti v energetske sanacije zastali. Jaz bi na tem mestu seveda želel poudariti, razprave, ki jih vidimo v medijih, gredo v tej smeri, kot da ima seveda celo Velenje za visoke položnice, da je vse šlo preko meje, ko naredimo oziroma pogledamo položnice, ko pogledamo analizo, vidimo, da je pri končnih uporabnikih takšnih približno 5%, če pogledamo položnice pa približno 13 do 15% takšnih, ki so nekoliko više. Rezultat je seveda, kajti to je tudi mene najbolj begalo, zakaj pravzaprav prihaja do takšnih odstopanj pri višini toplotnega ogrevanja, da v istem bloku lahko imajo tako zelo različne položnice, da pravzaprav v enem bloku ima 5-članska družina z 80 ali pa 86 kvadratnimi metri položnice ogrevanje 50 ali pa 60 evrov, medtem ko seveda nek upokojenec na drugi strani v isti stavbi lahko ima tudi 200 ali pa več evrov. In dejstvo je, da ko smo pogledali seveda vse te številke, potem enostavno ugotoviš, da je poraba nekje resnično zelo visoka. Zato se mi zdi zelo pomembno, da mi tem ljudem pomagamo pri osveščanju, na kakšen način znižati porabo toplotne energije. Jaz sem opravil ogromno individualnih sestankov, ljudje so prihajali k meni, gledali smo, komunalno podjetje Velenje je šlo na teren, pregledovalo sisteme, tudi osebno sem se zglasil pri nekaterih občanih, šel fizično pogledati, kakšne sisteme imajo, in dejstvo je, da bomo morali na tem področju, bom rekel, kar je tudi mene zelo negativno presenetilo, še kar veliko osveščanja in pa pomoči ljudem, da bodo seveda te svoje sisteme obvladovali in da bodo ti sistemi takšni, da bodo seveda porabe v njihovih stanovanjih minimalne. Imamo pa župan tudi statistike. Komunalno podjetje, direktor vaše, je objavilo, da je 69% odjemalcev v Šaleški dolini strošek toplote z DDV-jem plačalo v znesku do 150 evrov, 17% jih je prejelo položnice med 150 in 200 evri, pa 14% tistih nad 200 evri pa 14%. Pa bom recimo vrnil žogico na svojo levo stran. Kje je zdaj ogrevanje v Šaleški dolini? Je najcenejša, tako kot pravi direktor v Sloveniji, ali kaj pravite? Ja, nekako bom rekla, da po vseh izračunih smo najcenejši, ampak na položnicah pa smo najdražji. Naj pri tej statistiki še enkrat poudarim, da gre to za toplotno energijo, ne za celotno položnico. Se pravi, tukaj je to lahko neke vrste podatek, ki ga ljudje preslišijo. Se pravi, gre samo za postavko na računu toplotne energije, ne pa celotne položnice, te so bistveno višje. Pa bi zdaj obema dala še enkrat vprašanje, oziroma, gospod Škarja, še vedno se opravičujemo gledalcem in gledalkam, ampak še vedno niste odgovorili, zakaj, čemu tako velike izgube. Prvo, in potem, gospod župan, glede na to, da tako zagovarjate energetske sanacije stavb, smo dobili od naših spremljevalcev poziv, da vas vprašamo, ali je Velenjska občina res edina občina v Sloveniji, ki ni obnovila niti ene svoje stavbe, v kateri lasti je ima, pač energetsko obnovila. Se pravi, to bi naj bile besede doktorja Vladimirja Prebiliča, ki je predsednik Skupnosti občin Slovenije. Ta podatek ne drži. Vila Rožle, energetsko obnovljena stavba, še bi jih lahko našteval. Je pa dejstvo tudi, da je pri javnih stavbah enaka zgodba kot pri zasebnih stavbah.
Ko smo delali 3 leta nazaj analizo za energetske sanacije vrtcev in šol, je bila ekonomika porazna. Nobenega zasebnega investitorja ne dobiš ob takšni ekonomiki. Danes delamo nove izračune, ki pa gredo bliže temu, da bomo lahko tudi zasebnega investitorja prepričali, kajti v programu imamo energetske sanacije vseh vrtcev in pa šol, kot seveda tudi ostalih javnih objektov, ravno zaradi tega, ker v tem procesu lastnih sredstev ni dovolj. Tukaj gre za, ne vem, 30-40 milijonov evrov, ker jih občina kot takšna ne more kje dobiti. Če pa ekonomika seveda bo svoje odigrala, bo pa zasebni investitor videl tukaj interes. Mi bomo, bom rekel, šli v javno-zasebno partnerstvo in tisto, kar je zdaj zelo pomembno, pogovarjamo se v zaključni fazi, kot sem že večkrat povedal, smo tudi za evropska sredstva, Evropske investicijske banke, ki bodo tudi pomagali pri sami izvedbi teh projektov. Skratka, predtem je dejstvo, da se to ni splačalo, tam, kjer je šlo za radikalne obnove, nujno potrebne obnove, se energetske sanacije delale. Če bi pa rekli, da gremo samo v energetsko sanacijo nekega vrtca, je pa ekonomika enostavno bila 40-50 let. In to je dejansko težava, s katero smo se vsi soočali v Velenju. In tukaj se strinjam seveda s tem. Gospod Škarja, za vas je bilo vprašanje o pravzaprav izgubah. Prej ste odgovorili, imate še kaj za dodati? Ja, v bistvu še enkrat, da bomo vsi razumeli, zaradi razvejanosti sistema. Ko se je ta sistem razvijal skozi zadnjih 60 let, so se z daljinskim ogrevanjem pokrivala tudi področja z nizko gostoto odjema. Naprimer Lokovica, Topolšica, Podkraj. Če bi se danes ob tej ceni energije odločali, je seveda to mogoče ne bi bilo več rentabilno. V preteklosti pa je bila ta cena, kot smo danes že večkrat omenili, zelo nizka, zelo ugodna in so te izračuni pokazali, da kljub izgubam, večjim izgubam, se še vedno je pametno in so tudi seveda drugi razlogi iz okoljskega vidika, da so se takrat odločevalci odločili za izgradnjo daljinskih sistemov na teh področjih. Seveda danes, ko pa je ta cena višja, seveda pomeni, da so tudi izgube temu primerno dražje in seveda to povzroča težave, kot je pa bilo tudi že danes omenjeno. Ravno zato smo pa že 3-4 leta nazaj pristopili k temu, da je potrebno obnoviti sistem. Pripravili smo vse podlage, sedaj imamo pripravljeno tudi vso projektno investicijsko dokumentacijo, tako da verjamem, da bomo že v tem letu začeli z obnovo sistema. Nekje 28 milijonov evrov bomo v naslednjih 4 letih vložili v samo racionalizacijo sistema, zmanjšanje toplotnih izgub in seveda, kar bo tudi ne nazadnje pripomoglo k nižjim stroškom za končne uporabnike. Gospod direktor, na eni strani torej najvišja izguba pravzaprav vseh sistemov, povedali ste, razložili zakaj, po drugi strani pa tudi poraba dvakrat višja, pa vendarle tudi tisti, ki so varčevali oziroma varčujejo ali imajo celo zaprte radiatorje, vseeno prejemajo visoke oziroma višje položnice. Zakaj oziroma kje je potem ta rentabilnost pri varčevanju oziroma zapiranju radiatorjev? Naj povem, da to seveda niso naši podatki, to so podatki Agencije za energijo. Namreč mi sami ne moremo dostopati do podatkov o porabah ostalih daljinskih sistemov, ravno zato je Agencija za energijo kot regulator porabe toplotne energije spremlja te porabe in tudi pripravlja te. In seveda mi te podatke povzemamo po Agenciji za energijo, ki pa dejansko kažejo, da so porabe višje kot primerljivo z drugimi sistemi in seveda tukaj je še nekaj prostora, da vsi skupaj naredimo nekaj tudi pri sebi za nižje porabe. Pa bom vprašal najprej gospod Asmir. Jaz se moram dotakniti dejansko teh porab pa poročanju Agencije za energijo in očitno se bomo mogli, mi smo tudi naslovili poziv na Agencijo za energijo, da se sestanemo, da preverimo dejansko, kaj vse vključuje cena toplotne energije, kaj vse kaj vse vključeno v ceno toplotne energije, tako na strani TEŠ-a kot na strani komunalnega podjetja. Zelo pomembno je, kak podatek komunalno podjetje potem pošlje Agenciji za energijo. In če komunalno podjetje pošlje Agenciji za energijo kupljeno toploto, torej v letu 2022 319 gigavatnih ur, namesto da porabljeno, ki je dejansko bilo 223 gigavatnih ur,
Agencija za energijo zazna, da smo dosti bolj potratni. Mi imamo graf dejansko, kjer smo preverili našo celotno porabo, nabavo in prodajo toplotne energije v gigavatnih urah. Leta 2005 je bila dejanska poraba 357 gigavatnih ur. Termoelektrarna Šoštanj je pa proizvedla 450 gigavatnih ur. Poraba je dejansko iz leta 2005 z 357 gigavatnih ur padla na 223, se pravi, ljudje varčujejo. Direktor komunalnega podjetja pa ni odgovoril na vprašanje, ali lahko, vkolikor bojo odjemalci znižali v letošnjem letu obračunsko moč, zagotovi, da cena fiksnega dela toplote ne bo zrasla. Zakaj je to pomembno, preden to odgovori? Samo na letnem nivoju iz cene fiksnega dela stroška toplote komunalno podjetje po naših izračunih, ki so izračunih na podlagi podatkov, ki so objavljeni na komunalnem podjetju Velenje, na spletni strani, smo prišli, se pravi, da dobi minimalno 5 milijonov 500 evrov iz fiksnega dela toplote. Vkolikor bo obračunska moč manjša, bo ta znesek dosti manjši. Torej, ali lahko zagotovi, da ne bo znižana cena fiksne toplote in kam smo vsa ta leta vlagali teh 5 milijonov 500 evrov. Če vzamemo obdobje zadnjih 7 let, odkar cena ni spremenjena, se pravi od 1.1.2017, se je iz tega naslova zbralo, mi se pravi samo govorimo o obračunski moči, brez ostalih postavk, ki so še dodatne na položnici za toplotno energijo oziroma komunalnega podjetja, tako za sanitarno vodo, se pravi samo iz naslova cene obračunske moči 5 milijonov, v zadnjih 7 letih cirka 40 milijonov. Kam smo zapravili ta denar? Zakaj nismo zmanjšali te izgube? In ali lahko zagotovi, da če zmanjšamo obračunske moči, da se ne bo cena fiksna dvignila? Gospod direktor. Spet se bom mogel ponoviti, meni je žal, da bo ta oddaja potekala na ta način, da bom že tretjič isto stvar ponavljal. Bolj sem mislil, da bo usmerjena v to, kaj lahko še naredimo skupaj za znižanje stroškov. Če še enkrat povem, fiksni del cene je sestavljen iz stroškov materijala, storitev, stroškov dela, ostalih stroškov storitev. In se pravi, ves ta prihodek, ki smo ga dobili, je namenjen za pokrivanje teh stroškov, ki nastajajo. Kot smo že rekli, obračunske moči so se v zadnjih letih nižale, mi pa smo uspeli z lastno racionalizacijo in več prihodki na trgu obdržati ceno na istem nivoju. In enako se bo, verjamem, dogajalo tudi v prihodnje. Še vedno bomo iskali rezerve, pridobivali vedno več prihodkov, nekako postavljali nove poslovne modele, da se bomo prilagodili tem novim dejstvom po zniževanju obračunskih moči. Kot sem že večkrat povedal, ne samo, da jih mi omogočamo, smo jih tudi v preteklosti spodbujali in tako bo tudi v prihodnje. No, preden nadaljujemo, gospod župan se je priglasil k besedi. Malce prej izvolite. Želel zaključiti, da tudi vse 3 bloke, v katerih smo 100% lastniki na območju mestne občine Velenje, smo energetsko sanirali. Tako da ne bo tukaj nekih netočnih informacij. Mene zelo moti tukaj, da res govorimo o nekih pavšalnih mnenjih, kjer se veliko vprašanj seveda poraja zraven, namesto da bi preden gremo v javnost s kakršnimi koli informacijami, soočali mnenja, pa ne z županom, ampak proti stroki, tisti, ki so strokovnjaki na tem področju, da tisti razpravljajo in ocenjujejo o tem, kaj je prav in kaj ne, in da se na osnovi tega potem določijo ali pa uskladijo neka izhodišča. Ker vse to, kar se je tudi danes bilo slišano, da je že prej strani Sare Bajec, kaj je narobe, kako, bom rekel, nekdo zavaja, veste, to so težke besede. V zadnji ni samo župan, pa ni samo direktor, ampak v zadnji so strokovne službe, ljudje, ki že leta in leta delajo na tem področju in verjemite mi, da se jih to seveda zelo dotakne. Zato prosim, če so obtoževanja konkretna, da imate argumente, potem lahko tudi jaz sopodpišem ovadbo proti komerkoli ocenjujete, da je karkoli naredil narobe. Če pa govorimo o nekih pavšalnih mnenjih,
pa prosim, da smo tukaj zelo previdni, da se sestanete z vsemi strokovnjaki, kar jih obstaja v tej Sloveniji, pa tudi širše, in prijete do nekih tehničnih zaključkov. In nikoli nisem rekel, da komunalno podjetje Velenje ne more biti boljše. Definitivno. Vse posod, vedno so rezerve. Na občini, v vseh gospodarskih službah, vse posod so rezerve. Tudi v tej hiši verjetno. Ampak rezerve moramo poiskati, vedno jih mogoče ne vidimo v isti trenutek, prav pa je, če ima nekdo nasprotno mnenje, da mnenje poslušamo, da stroka pove svoje in da če gremo do boljših rešitev, da te rešitve tudi upeljamo. In nekaj takšnih rešitev sem jaz že prepoznal v tem obdobju, tega ne skrivam. Res pa je, da bom pač v skladu s svojimi pristojnostmi tudi seveda sprožil vse postopke, da se določene rešitve tudi upeljajo v naš sistem, predvsem pa v sistem poslovanja komunalnega podjetja Velenje. Gospod Asmir, kratka replika. Tukaj pa zdaj res želel bi, da dejansko gospod župan pove, kaj konkretno smo zavajali, kaj ni točno. Operiramo s podatki, ki so javno dostopni. Se pravi, ni zavajanja. Številke so iz letnih poročil komunalnega podjetja, številke so iz letnih poročil Termoelektrarne Šoštanj. Te številke si ni izmislil Asmir, Saja, Ljudska iniciativa. Položnice so dobili občanke in občani. In če bi Peter Drmol tako rad znižal ceno toplotne energije, kot jo je danes napovedal v studiu, bi jo lahko znižal že junija in ljudje ne bi dobili tako visokih položnic januarja. Na tak način, kot ste zdaj že znizali za 10 evrov na megavatno uro, ko subvencionirate, pa komunalno podjetje je znižalo za 6%. Se pravi, lahko bi to storili tudi junija. Pa niste tega storili, ker ste mislili, da bodo ljudje to požrli, ampak ljudje več niso neumni in ne bojo vam več nasedali. To, ko govorite, nimate pristojnosti, jaz se opravičujem, potem res niste seznanjeni z vsemi zakonskimi določili, ki jih imate na razpolago. Samo zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, 5. člen si preberite, pa boste videli, kakšne pristojnosti so občine. Potem zakon o gospodarskih javnih službah, se pravi, vse te podlage imate, da ukrepate in da omogočite, se pravi, občankam in občanom dostojno ceno toplotne energije, ki je dejansko nepridobitna. Se pravi, gre za gospodarsko javno službo. Občanke in občani smo svojim denarjem zgradili TEŠ 6, zgradili smo komunalno podjetje, omrežje. Leta in leta vlagamo v to omrežje. Nekaj hudo se dogaja na komunalnem podjetju. Hudo se nekaj dogaja. Izgube se brišejo, ne vem, kaj se vse počne. Cene toplotne energije si ni izmislil Asmir, si ni izmislila Sara, ampak imamo, na kak način se dvigujejo cene in variabilnega in fiksnega dela. Pojasnil za strani komunalnega podjetja ni, kam konkretno je šel ta denar. 40 milijonov evrov v zadnjih 7 letih. Strošek dela. Pa gremo zračunati 55 ali 56 ljudi dela na toploti, pa da vidimo, kakšne plače imajo. Ti ljudje bi pol mogli imeti 3500 evrov bruto plače. Jaz sem prepričan, da jih nimajo. Gospod župan, To potem so še naprej. vprašanje izjave. Če vas to zanima, pejte na komunalno podjetje Velenje, se usedite, pa vam bodo vse pokazali. Ne? To je prvo. Kot drugo, oskrba s toploto ne more biti v tem primeru v domeni župana, ker ni v gospodarski javni službi. Proizvodnjo zagotavlja Termoelektrarna Šoštanj, družba, ki je v državni lasti. Še enkrat, če bi bilo to v gospodarski javni službi, proizvodnja toplotne energije, bi imel posredni vpliv na to, ampak še vedno je direktor tisti, ki seveda samostojno vodi in tudi odgovarja za svojim premoženjem za poslovanje komunalnega podjetja. Še enkrat, če imate kakršnekoli tehtne argumente, napišite ovadbo. Jaz vam pomagam napisati ovadbo, če imate. Če želite, se sopodpišem, tudi če proti meni. Ker to me res zanima. Kar se tiče pomoči ljudem, energijsko-toplotni dodatek je bil že v lanskem letu. Z etažnimi lastniki smo sedeli v letu 2022 že, z upravniki, z izvajalci delitve. V lanskem letu, oziroma potem smo naredili generacijski forum, mednarodno konferenco, letake, brošure, vse skozi smo opozarjali, socialne transferje. Lahko vam povem, za koliko smo v zadnjih 4 letih dvignili socialne transferje. Samo zaradi tega, da smo pomagali ljudem. 4,3 milijone evrov je bilo energetske draginje, ki bi jo lahko prenesli
na končne uporabnike, pa tega nismo počeli. In ko govorite o subvenciji, proračun mestne občine Velenje je proračun vseh občank in občanov. Če vi želite subvencijo v višini 50%, to pomeni, da je na mesec potrebno zagotoviti 1 milijon evrov sredstev iz proračuna, ki je od vseh občank in občanov. Tudi Cirkovc, Plešivca, Vinske gore in tako naprej. Ne morete tega zahtevati od nas. Lahko gremo mi v dodatno subvencioniranje, ampak veste, kaj to pomeni? Da Loke Jurk v Paki ne bodo dobili še pitne vode v letošnjem letu, da še v Vinski gori ne bodo dobili pitne vode, da v Vinski gori in v Bevčah ne bodo dobili kanalizacije. Če te projekte skupaj združimo in damo to v subvencije, to pomeni, da imamo za približno mesec pa pol subvencij. In to vse. In za proračun mestne občine Velenje sprejmejo svetniki, proračun je bil sprejet z soglasjem vseh svetnikov in proračun se pripravlja 3 do 4 mesece prej z vsemi krajevnimi skupnostmi, z vsemi mestnimi četrtmi in splošno se vse upošteva noter, kaj je seveda mogoče in zaželeno. In vedno smo imeli socialno politiko do najbolj šibkih. Najbolj socialna občina smo v Sloveniji. To sem trdno prepričan. Če vam danes povem, koliko dobi en posameznik lahko socialnih transferjev, zdaj v tem trenutku, bo verjetno tudi kdo slabe volje. Ampak to je zavestna politika, ki jo vse skozi ohranjamo, od nje ne odstopamo in tudi v prihodnje ne bomo. Na tej točki se zdaj ustavimo. Gledalke in gledalci, imamo pripravljeno tudi eno izjavo, namreč sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, to smo danes večkrat slišali, ima toplotne izgube, ki so višje v primerjavi z drugimi sistemi v Sloveniji. Vodjo poslovne enote energetika v komunalnem podjetju Velenje smo zaprosili za pojasnilo, zakaj prihaja do takšnih toplotnih izgub in kaj so do sedaj storili, da bi te izgube zmanjšali. Izjava torej. Izgube v sistemu daljinskega ogrevanja pomenijo izgubo toplote, ki smo jo prodali napram vloženi temperatur energije, ki smo jo dali v sistem. Poznamo dve vrste toplotnih izgub, to so izgube tehnične, katere izračunamo po teoretičnih osnovah glede na projekte, na omrežje, na izolacijo, in ekonomske, to so izgube, toplotne izgube med razmerje med prodano in nakupljeno oziroma vloženo temperaturo v sistem. V vsakem primeru se ekonomske izgube kalkulirajo po aktu metodologiji za določanje cen v variabilni del cene. Variabilni del cene dejansko vnosi ta del izgub. Pri kalkulaciji te cene se vedno uporabljajo planske postavke, to pomeni v sistemu Šaleške doline nekje 26%. Ekonomske toplotne izgube se odražajo v procentih, ki se preračuna iz faktorja distribucije. Faktor distribucije se izračuna na način, da se prodana toplotna energija podeli z vloženo oziroma nakupljeno toplotno energijo. To pomeni v primeru Šaleške doline v zadnjih letih nekje faktor distribucije 0,7, malo 0,6, 0,7, kar pomeni 30%, 31% toplotne izgube. Ta podatek prikazuje tudi Agencija za energijo za vse sisteme v Šaleški dolini. Sistem daljinskega ogrevanja se vse skozi obnavlja. Vsako leto je vloženo v obnovo cirka 2 milijona evrov. Ta obnova sistema pomeni obnova izolacije, obnova postaj, obnova sekundarnih omrežij. Največji efekt je bilo v obnovi izolacij med Velenjem in Šoštanjem do Pohrastnika. Ista takšna stvar se nadaljuje v naslednjih letih z rekonstrukcijo in obnovo izolacij v Velenju, delno v Šoštanju. Na ta način se seveda zmanjšajo toplotne izgube. Ja, spet smo nazaj, gledalke in gledalci, z vami v našem studiu. Zdaj pa seveda vprašanje zastavimo direktorju komunalnega podjetja Velenje. Številne Šalečane seveda zanima, zakaj pravzaprav to izgubo plačajo odjemalci. V bistvu akt o metodologiji
ki ga je sprejela država in velja za vse daljinske sisteme, je enak in pač seveda določa, kaj sodi v kateri del stroškov. Prej smo že omenili variabilni, fiksni del in pa davki in dajatve. Tako da gre za jasne predpise regulatorja Agencije za energijo. Kot rečeno, mi vsako potrditev cene preko vloge na agencijo oddamo in seveda brez njihovega soglasja povišanje cene ni mogoče. No, spoštovani sogovorniki, gledalke in gledalci, na Termoelektrarno Šoštanj smo seveda naslovili prošnjo za sogovornikom, ki bi pojasnil tehnične specifikacije proizvodnje toplotne energije. No, za vabilo so se zahvalili, a se za sodelovanje v oddaji niso odločili. Smo pa prejeli povezavo do objave obrazložitve glede toplotne energije, kjer poudarjajo, da toplotna energija, ki jo zagotavlja TEŠ, ni odpadni produkt. Zdaj pa citiram: pri kondenzacijski tehnologiji nastaja ogromno odpadne toplotne energije v kondenzatorju, odkoder jo hladilna voda odnaša preko hladilnega sistema in hladilnega stolpa v okolico. Ta toplotna energija je neuporabna za sistem daljinskega ogrevanja, saj v zimskem času temperatura hladilne vode dosega cirka 16 stopinj Celzija, v poletnem času pa 35 stopinj Celzija. TEŠ bi lahko že danes znižal temperaturo na vročevodih. Za znižanje temperature v vročevodih v zimskem času mora komunalno podjetje Velenje prilagoditi svoje omrežje, ker je po naših, to se pravi TEŠ-evih informacijah, načrtovano v prihodnjih letih v okviru prestrukturiranja sistema daljinskega ogrevanja. Pa mogoče, gospod Škarja, za vas vprašanje, zakaj komunalnemu podjetju Velenje do sedaj še ni uspelo prilagoditi svojega omrežja, da bi to bilo mogoče? Ja, gre za, kot smo rekli, za zelo razvejen sistem in potrebno je res veliko sredstev, da bomo prišli v prihodnje do popolnoma obnovljenega sistema. Kot je bilo omenjeno na prispevku, mi vsako leto preko 2 milijona evrov vložimo v obnovo sistema. Seveda pa bomo več lahko naredili skozi ta projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, kjer načrtujemo nekje preko 27 milijonov vložka za obnovo več kot 9 km vroče voda, skoraj 100 internih in toplotnih podpostaj bomo obnovili, 3000 metrov še sekundarnega distribucijskega omrežja in seveda to pa bodo potem učinki, ki bodo v naslednjih letih lahko prinesli bistveno nižje izgube na sistemu. Gospod župan, na spletni strani Vlade Republike Slovenije so v petek 16. februarja po novinarski konferenci izpostavili zaskrbljenost ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra nad stanjem v nekaterih občinah na področju cen ogrevanja. Zdaj pa citiram ministra: nesprejemljivo je, da v nekaterih primerih prebivalci občin nosijo breme neskrbnega gospodarjenja gospodarskih javnih služb. Država z vso skrbnostjo in natančnostjo spremlja vsa dogajanja. Prva skrb so in vedno bodo ljudje, ampak država ne more vedno nositi bremena neodgovornega ravnanja gospodarskih javnih služb. Bili smo tudi proaktivni v kontaktu z nekaterimi župani in jih opozarjali na ta tveganja. Zdaj nam pa povejte, ste bili mogoče tudi vi kaj v kontaktu z ministrom Kumrom pa ministrstvom in kaj je pravzaprav konkretno tema teh pogovorov? Jaz sem velikokrat v kontaktu z ministrom, ampak na način, da jaz apeliram na njega. Čudi me, da takšno polemiko seveda napove minister, ki konec koncev je tisti, ki sprejema zakonodaje. Lahko minister z najmanjšo, to smo že večkrat povedali, tudi na zadnjem sestanku, najmanjšo politično voljo zagotovi, da se sredstva iz podnebnega sklada začnejo vračati nazaj v našo dolino. Če bi iz naslova nakupa CO2 kuponov v ceni toplotne energije sredstva, ki se stekajo v podnebni sklad, vrnili v naše okolje, bi lahko mi danes že imeli izgube na minimumu, lahko bi energetsko sanirali, pomagali energetsko sanirati stavbe, druge ukrepe vsem uporabnikom narediti. Vse to bi lahko počeli. In ne more država s prstom kazati na občine. Če vam pa povem konkretno za naš primer, veste, kje so največje izgube? Pod Šaleško in pod Kidričevo cesto. Pa vam lahko dostavim vse dopise, vse pozive. V lanskem letu je ministrica Bratušek 5 dopisov z moje strani prejela s pozivom, da naj takoj pričnejo sanacijo Šaleške in Kidričeve, ker je za nas toplovod, ki je spodaj, nujno potreben. In za ta projekt imamo evropska sredstva. Če država tega projekta ne bo naredila, bodo evropska sredstva
šla drugam. In ministrica niti enkrat mi ni odpisala, vedno je dopis predala na direkcijo za ceste. In to je odnos države do naše lokalne skupnosti. Jaz sem te izjave tudi prebral in bom tudi se javno seveda odzval na vse te izjave, ki so bile tudi na tej novinarski konferenci povedane. Gospa Sara, Ja. Zdaj, še enkrat bi bilo potrebno povedati, na kakšen način imate vi sploh v planu znižati stroške za končne uporabnike. Gospod, se pravi vodja poslovne enote energetike, je rekel, da je 2 milijona vsako leto gre v sanacijo, pa vseeno, bom rekla, izgube ostajajo identične, če se ne celo večajo. Se pravi, tukaj gre nekaj hudo narobe. Nadalje, gospod župan, pravite, da govorimo o pavšalnih podatkih. Ti podatki so nam dostopni, mi pa smo ogromno vprašanj naslovili na komunalno podjetje Velenje, nekaj tudi na občino, pa še do danes nismo dobili odgovora. In zato ne morete na nas kazati s prstom, če vi niste opravili naloge. Mi smo tukaj v službi ljudi, pa bi to morali vi početi. Se pravi, to je vaša naloga. Vi bi se morali aktivno ukvarjati z znižanjem stroškov komunalne položnice, glede na to, kakšno je stanje pri nas v Velenju. Ne mi, ampak mi to prostovoljno počnemo zato, da bo za naše skupno dobro nekaj storjenega. gospod župan, iz vami ste bili, najprej župan. Še enkrat, izhajati morate iz verodostojnih podatkov. Jaz danes ne vem, da ste vi meni kakršnakoli vprašanja posredovali. Vem za komunalno podjetje Velenje, približno 40 vprašanj, da je dobil, ne vem, pred kakšnim tednom dni in na ta vprašanja bodo seveda tudi odgovorili. Govorim samo to. V javnost ste pošiljali zlonamerne informacije o tem, da ste primerjali dve položnici, se pravi eno položnico Ljubljana, drugo Velenje. Čez 14 dni gospod Bečarevič spremeni mnenje, da dve položnici niti v Velenju ne moreš primerjati, nekaj šele iz sosednjih občin. Potem, da pozivate ljudi, da naj ne plačujejo položnic. Tudi to ste počeli. Pa lahko vprašam današnje goste, a ste plačala položnice. To, da ste po socialnih omrežjih širili položnice, katero smo potem lahko seveda tudi mi preverili, kaj je za to položnico. Pa raje ne bom govoril danes, ker bom kazal spoštovanje in dostojanstvo do tega, do kakšnih ugotovitev pridemo. In to so stvari, ki seveda ljudi begajo. In zato še enkrat, če imate argumente, nobena težava, mora komunalno podjetje Velenje ali pa kdorkoli drug, Agencija za energijo, Termoelektrarna Šoštanj, se z vami pogovoriti, če najdete rešitve v dobro ljudi, sem jaz takoj, ki jih bom sprejel. Jaz pa vem, kakšne so moje pristojnosti, vem, kako smo vladovali stroške na komunalnem podjetju Velenje, ker mora vsaj 2-krat na leto direktor prinesti program porabe stroškov, primerjavo s preteklimi leti in tudi zaradi tega še enkrat se od leta 2017 ni spremenil fiksni del cene toplotnega ogrevanja. Kaj bo jutri? Ne vem, lahko pa tukaj dam zagotovilo, da bom naredil vse, kar je v moji moči in moje pristojnosti, da bomo del cene, ki jo lahko obvladujemo, seveda tudi primerno obvladovali. Na način, da bomo komunalnemu podjetju Velenje tudi dodajali dodatne storitve. V zadnjih letih, odkar sem župan, smo kar nekaj tega že prenesli na komunalno podjetje Velenje, kar pomeni, da z istim številom ljudi poskušamo izvajati več storitev, s tem ustvariti več prihodkov in seveda razbremenjevati poslovanje tudi na drugih segmentih, ne samo na toplotnem ogrevanju. Hvala lepa, župan. Gospod Bečarevič, zelo na kratko. Se bom potrudil biti zelo kratek. Nekorektno se mi zdi od župana, da je rekel, da zahtevamo od mestne občine Velenje, da zniža ceno toplotne energije za 50%. Za 50% je možno znižati ceno toplotne energije, to sem prepričan in to vi dobro veste, ko se mestna občina Velenje, komunalno podjetje, Termoelektrarna Šoštanj, vključno z ministrstvom in vlado sedejo skupaj, najdejo ustrezne rešitve. Jaz sem prepričan, da je lahko cena toplotne energije za 50% nižja. Nihče ni govoril, da mestna občina Velenje subvencionira ceno toplotne energije za 50%. Glede na to, da se niste hoteli
lotiti dela, takrat, ko smo vas opozarjali, ko je komunalno podjetje dvignilo ceno toplotne energije in smo vedeli, kaj se bo zgodilo, vkolikor ne pride do ustreznih rešitev, da se cena toplotne energije zniža, bi mogli prevzeti to odgovornost in reči, ja, iz občinskega proračuna bomo določena sredstva, ki so namenjena za neke promocije, pa za neke nepomembne zadeve, namenili konkretno do ljudi, da te zadeve občutijo na položnici. Ne pa, da občutijo, ne samo trenutek, ne pa samo, da čutijo dejansko tudi v količini betona. To, kar župan očita ministru in minister očita županu, je kazanje političnih mišic. Skupaj so v vladi Republike Slovenije tako stranka SD kot Svoboda. Naj se skupaj usedejo, naj najdejo rešitve, sicer bomo primorani ne samo v Velenju stavkati, ampak tudi v Ljubljani. Rešitve so, vsi vejo, kakšne so rešitve, zakonske podlage imajo, denar je potrebno samo drugam prerazporediti. Denar je potrebno pripeljati do denarnic vsakega občanka in občane, ne pa pripeljati denar do raznih podizvajalcev, kjer si potem določeni kupujejo jahte, drage avtomobile in tako naprej. No, na tej točki se zdaj ustavimo, seveda pri teh stvareh pač ne bo enotnega mnenja. Gospod župan, prej smo že povedali, ali ste načeli, na kak način pravzaprav mestna občina na nek način ta draginjski dodatek oziroma energetski dodatek pravzaprav uvršča med tiste sisteme, ki nekako omogočajo nižje račune na položnicah. Morebiti, kako ste in kako boste v prihodnje na kratko ta sredstva še razdelili? Poglejte, mi nismo začeli letos z temi ukrepi. To, kar gospod Bečarevič govori, je pač natolcevanje. Zdaj, če ne objavimo na socialnih omrežjih, pomeni pač, da nečesa ne delamo. To ne drži. Vse skozi, zelo aktivno ali pa najbolj aktivno delamo ravno na zeleni preobrazbi daljinskega ogrevanja. Zelena preobrazba se ravno dela s tem namenom, da se znižajo temperature, da se izvedejo energetske sanacije, da se zmanjšajo izgube, vse to, o čemer smo seveda danes govorili. In to je v zadnjih letih bilo ogromno dela. Tudi do tega, da smo na socialne stiske ljudi vedno znova odgovarjali preko proračuna mestne občine Velenje. Vedno. In to je tisto, kar je v pristojnosti župana in občinske uprave in seveda sveta mestne občine Velenje. Ukrepi, ki so bili sprejeti tako v lanskem letu, ki jih letos tudi nadaljujemo. Preoblikovali smo toplotni dodatek v višini 40% za vse tiste, ki izpolnjujejo zakonski cenzus. Prvi ukrep, kot drugi ukrep, da smo subvencionirali, čeprav je to nepošteno do določenih ljudi, smo subvencionirali v višini 10 evrov na megavatno uro tako toplotno energijo, kot tudi sanitarno toplo vodo, da smo zagotovili dodatnih 200 000 evrov sredstev, ki jih bomo razdelili takrat, ko bo delovna skupina, ki bo naredila analizo vseh blokov, vseh stanovanjskih hiš v predvidoma naslednjih 2 do 3 mesecih in na osnovi česar bomo ugotovili seveda, kakšne ukrepe je smiselno potem izvesti, da bodo ljudje do naslednje kurilne sezone primerno pripravljeni. Ukrepi se vrtijo. Imamo, še enkrat, če želimo pomagati danes ljudem v stiski, imajo možnost tako izredno denarne pomoči, toplotnega dodatka, subvencije, pa še to, da smo dodatno, to, kar nam zakon ne nalaga oziroma ne določa, ampak smo kljub temu tudi zagotovili toplotni dodatek za tiste ljudi oziroma gospodinjstva ali posameznike, ki presegajo zakonski cenzus za 30%. Ta se ne bo financiral direktno iz postavke toplotnega dodatka, ker zakon tega ne dovoljuje, ampak vloga gre avtomatsko na odbor za pomoč občanom. Tam imamo svoja pravila in preko tistih pravil bodo tudi ta gospodinjstva prejelo pomoč. In zagotovili smo, kot rečeno, v letošnjem letu 1 000 000 evrov sredstev samo za tovrstno pomoč, pa verjamem, da so to dobri ukrepi, moramo pa narediti vse za to, da v naslednji zimi teh ukrepov ne bo treba več izvajati. In zato je potrebno narediti res analizo, poiskati vzroke in tam, kjer so vzroki nastali, tiste vzroke pomagati odpraviti. To pa lahko naredimo in to bomo tudi naredili tekom tega leta. Hvala lepa. Počasi prehajamo k koncu, malce smo že podaljšali čas oddajanja, pa bomo, Sara, zaključno misel ali zaključno besedo kot ženski namenili vam.
Ja, bom rekla, da zaključne besede ne more biti, kajti situacija je še vedno pereča, je takšna, kakršna je dejansko bila. Vsi ti ukrepi, ki jih župan omenja, se bojo navezovali na položnico, ki prihaja, ampak še vedno je ni. In ljudje v bistvu sprašujejo, kdaj bodo deležni tega šoka, kolikor vemo. Zdaj pa tako, vsi skupaj moramo delati na tem, da se bo cena znižala za končnega uporabnika in to je de facto. To je edino naše poslanstvo, ki ga tukaj zagovarjamo in to je to, na kakšen način se bodo oni zedinili, sedli za mizo in kako to dosegli, pa v bistvu ni na nas. Mi lahko dajemo predloge, dali smo jih že nešteto. Moram pa povedati, da energetika ni sama sebi v namen, temveč je temelj družbene blaginje in je v službi prebivalcev Slovenije. In to bi morali biti tudi gospodje, ki sedijo tukaj naproti. Spoštovani gostje, gre za tematiko, o kateri bi seveda lahko govorili ure in ure, pa ne bi prišli skozi. Napoveduje se seveda tudi višja cena elektrike, kar pomeni za ljudi, odjemalce toplotne energije v tej dolini, še en dodatni pravzaprav udarec, ampak treba bo, s tem se verjetno strinjate, nekako poiskati trajnostne, učinkovite rešitve, ki pa upamo, da bodo prijazne tako posameznikom kot družinam. Hvala lepa še enkrat, ker ste prišli, hvala lepa, ker ste si vzeli čas ter vse dobro na svidenje. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa tudi vam za pozornost in hvala, ker ste bili z nami. Srečno!